Lep pozdrav iz Modre sobe, Sensin podcast, tematski sklop Krmarjanje s travmo. Moje ime je Metka Kuhar, moj današnji gost je pa Albert Margule. Živa. Lepo pozdravljen. Ja. Te bom še predstavila, ampak bom sam napovedala današnjo temo oziroma najin tematski okvir. Pogovarjava se v času, ko smo bili priča nasilnim dogodkom, zelo nasilnim dogodkom v Srbiji, tudi v Sloveniji, takemu primeru. Tako da je to tema nasilja mladih, empatije mladih, odnosov z mladimi, tudi vzgojnih stilov oziroma načina sploh nekako vzgoje, zelo aktualna v tem času. Gre pa za teme, ki so širše aktualne od recimo sam zdaj, maja 2023. Tako da se bova dotaknila nekako te širše tematike. Ja, in sem zelo vesela, da si tukaj na podcastu, Albert, ker si psiholog, sociolog, sistemski družinski terapevt, tudi supervizor. Predvsem deluješ z pristopom, ki se mu reče čustva, osredotočena oziroma usmerjena terapija. Večinoma delata tudi nekako skupaj z ženo Leonido ustvarjata v okviru zavoda Vezal. Skupaj delata od leta 2005, že res dolga doba. Tako da imata individualne terapije, svetovanja, za partnerske odnose, družine, starše, imata pa tudi predavanja, seminarje, zdaj tudi spletno skupnost, o kateri bova lahko še kaj povedala. Jaz pa tudi nekako, midva se poznava že nekaj časa, še z področja mladinskih študij, socioloških mladinskih študij, kjer sem imel tudi zelo veliko prispevka. Pri vpeljavi se mi zdi pomemben poudariti programa PUM, projektnega učenja mladih. Zdaj tudi si predsednik nacionalne mreže telefona za otroke in mladostnike. In veliko knjig si napisal pred temi knjigami, ki so tlele, pa se bolj dotikajo starševanja, odnosov starši otroci. Si pa že pisal knjige še v prejšnjem stoletju. Prejšnjem življenju. Oziroma v prejšnjem tisočletju. V prejšnjem življenju. Recimo bom rekla Malopridna mladež med zaščitniki in preganjavci k nastajanju mladinskega prava, ki je šla iz tvoje tudi doktorske dizertacije. Že magistrska naloga je bila na temo vzgojnih zavodov. Skratka, zelo veliko imaš tu že ene kilometrine znanja, kam z mularijo, načela kakovosti neformalnega dela z mladimi 2003. Sama krasna dela, ki se res tijo, tako en drug čas. Zdaj pa skupaj z ženo, ta čudovita knjiga, ki je tukaj odzadaj, Ištekani najstniki in starši, ki štekajo. Tudi jaz jo imam, kot eno tako vzgojno biblijo, bom rekla, doma. In tukaj tudi imava, recimo to je na moji levi strani temeljni vodnik, vpliv staršev od rojstva dalje. So pa išle že 4 publikacije, kjer si pa starši lahko pomagamo, tako da nekako sledimo tem vprašanjem, gremo v neko refleksijo. Meni osebno se to zdi krasen, recimo delati s prijateljico. Tako nekako, da se s prijateljico to zadava, pa se malo dobiva, pa smo malo skupaj, pa malo nekaj od tega nekako greva v eno globino. Mora biti zelo dobra prijateljica, ker so zelo intimne. Bom rekel, vprašanja nagovarjajo zelo intimne zgodbe. Oziroma, neka ideja je, da bi se dalo nek psihoterapevtski proces peljati z ustreznimi vprašanji, tako da ga lahko sam počnem. Marsikdo ga verjetno sam. Cilj ali pa fokus je priti do odgovorov na vprašanja, kaj so bile naše potrebe, ko smo mi odraščali, in okoli teh nezadovoljenih potreb se vrti v glavnem, da rečem, starševsko odzivanje. In ko jaz vem, kaj bi jaz potreboval drugače, potem bom jaz znal to posredovati svojim otrokom naprej. Tako bom rekel, je nek
pripomoček, da bi te transgeneracijske vzorce, ki se nefunkcionalne zlasti, ki se prenašajo, nekako zajezili pa odprli prostor za eno spremembo. Ja, to se mi zdi tak izjemen pripomoček. Ja, se pravim, ideja je bolj ambiciozna, kot je pa odziv. Na to prvo knjigo Izštekani najstniki, 10 let bo letos, se prav spomnim, kako so tisto poletje pisala ali pa kako sem imel v sebi občutek, da to pa bo nekaj, kar starši rabijo. In ja, je odziv še zmeraj, je res kot Biblija, jo uporabljajo. S tem, da spet to ni, da rečem, priročnik za osebnostno rast ali pa priročnik z navodili, kako upravljati z otrokom. Ampak, bom rekel, ima noter neko paradigmo prihodnosti, ja, kar pa v bistvu še razdeljujeva zdaj tudi preko te skupnosti in preko knjig, ki nama takole za vratom stojijo, da jih napišejo. Ja, sem brala tudi, zdaj je bil pred kratkim tak sjajni intervju v Mladini, kjer si tudi omenil, da se pripravlja nova knjiga. Pa tudi je še več teh knjig, ampak mogoče, da bodo to, kar je v teh knjigah, tudi malo pronicali v ta današnji pogovor. Jaz bi te zdaj kar ob tej aktualni tematiki vprašala, kako se lahko kot družba, ker si tudi recimo sociolog, te bom tako vprašala, kako se lahko izognemo poenostavljanju te kompleksne problematike, nasilja, empatije mladih, in bolj celovito naslovimo to težavo oziroma ta problem. Zdaj, kot recimo z nekimi orodji, ki jih imamo skozi pač tudi, da rečem, humanističnih ved, imamo polno nekih konceptov, preko katerih premljevamo neko stanje ali pa nek pojav. In eno je, da ti koncepti nekako ne grejo skupaj, so tako, da pač eden je usmerjen na nek fokus, drug na nek drug fokus in omogočajo seveda zelo širok pogled. Jaz, če rečem, da je tema, ki se pač tukaj kroži v teh zgodbah, je to, da v vseh družbah je bila agresija nekaj, s čimer so skušali urejati medsebojne odnose in izbira nekih nasilnih ravnanj je, da rečem, zgodovinska stalnica. Tukaj se zdaj lahko, antropološko, etnološko, zgodovinsko, sociološko izživljamo nad iskanjem nekih vzorcev in tako naprej. Ampak meni v bistvu to ni... Tako bom rekel, to me ne vznemirja toliko kot vprašanje, kaj se dogaja v posamezniku oziroma kaj se tako na neki pragmatični ravni dogaja med ljudmi. In tukaj tukaj se jaz zavzemam v bistvu za to, da vsak zaplet, vsak konflikt ima neko zgodbo. In če je izid tega zapleta neko nasilno ravnanje, mi navadno, bom rekel, perspektivo usmerimo v to, kaj se je potem zgodilo. Gledamo na škodo, kaj si mi rekel, kaj je kdo komu naredil, kako je to nedopustno, kako to ni, civilizacijsko in tako naprej. Ampak to se skozi isto dogaja in s tem nikoli ne rešujemo ali pa ne prispevamo ničesar k temu, da bi v perspektivi lahko reševali ali pa spreminjali recimo te neugodne, nedopustne, nečloveške izide. Se pravi, obsodimo to dejanje, ga kaznujemo? Ja, to se je recimo, zdaj, če rečem celjski primer v Sloveniji, seveda, takoj se je
plas nekih komentarjev, ki so med drugim še bolj nasilni, kot pa tisto, tako da se sprašuješ. In to v bistvu samo nadaljuje z neko vznemirjenostjo, ki pač je občutenje okoli tega. Mene veliko bolj zanima razumeti logiko teh vedenj in logiko dogajanja. Zdaj, jaz si tukaj, da rečem, lahko pomagam s tem, kar je zadnjih 10-20 let mogoče se razvilo na tem našem področju, zlasti z nevroznanostjo, znamo pojasniti, da se v možganih, ko mi izgubimo občutek neke temeljne varnosti, ko recimo smo zelo na nekih temeljnih področjih ali prizadeti, ali diskreditirani, ali izločeni, ali ponižani, ali neki taki, da rečem, zelo intenzivni premiki v tem občutku stabilnosti se zgodijo, mi takrat preklopimo pač v ta, da rečem, limbični sistem neandertalski, kjer ni kaj dosti izbire, kjer lahko zbežiš, lahko greš v boj ali pa zamrzneš. Jaz pač razumem vedenja, ki nastanejo ali pa ki jih mi vidimo kot kar pač označujemo kot, rečem, nedopustna nasilna vedenja, absolutno seveda so neprimerna. Ampak samo reči, to je neprimerno, s tem ne rešimo nič. Razumeti logiko pomeni, da mi lahko pridemo do naslednje postaje, ki se meni zdi ključna, in to je čustvena regulacija. Se pravi, ljudje, zdaj v tem primeru, mladostniki na začetku pubertete ali pa neki zgodnji mladostniki, ki so preliti z hormoni in ki prvič v življenju se srečujejo z nekim upravljanjem z svojimi čustvi, se pravi, da so lastniki svojih čustev, oni absolutno niso opremljeni za to, da bi zmogli, da rečem, civilizirano regulirati ta čustva in ne rabijo pomoč pri tem. Tako da namesto, da rečem, moraliziranja, napada, prepovedovanja, kaznovanja, ne vem kaj vse še, oni rabijo tukaj en drugačen pristop. In ja, to je recimo ena perspektiva. Zdaj, druga je ta, da zaplet ali pa nasilno vedenje ni tako, da nekdo reče, zdaj bom pa jaz nasilen, lop po glavi, ampak je tukaj neka zgodba, se pravi zgodba nekega odnosa, kjer sta najmanj dva udeležena, kjer ima vsak svoj delež. In jaz ne poznam zdaj, da rečem, ozadja te celjske zgodbe, ampak nekje sem slišal, da je šlo za to, kar tudi počnejo masovno, photoshopping z nekimi golimi podobami in se pravi, to je bil delež tiste strani, ki je potem postala žrtev v tej zgodbi. In tukaj seveda se odpira, da rečem, cel nov register vprašanj ali pa vplivov. Zdaj, da ne bom predolg, tukaj jaz odpiram pol to, kakšne vzorce so posredovali starši, kako starši, kakšen vpliv imajo starši pri regulaciji teh čustev. Drugo je, kako recimo je šolska skupnost, da rečem, koliko odpira možnosti, da se učijo te zaplete in te napetosti obvladovati ali pa kanalizirati v nekih drugih načinih, kjer seveda pričakujemo učenje solidarnosti, sodelovanja, empatije, pač vseh teh pomembnih elementov. In gremo naprej, seveda je tudi družba, če je, da rečem, v tej družbi prisotno orožje kot način reševanja, je to seveda nekaj, za kar se
bojo oprijeli in bojo to uporabljali. Ne. Tako da rečem, odgovornost je tukaj v nekem zavedanju, kaj mi posredujemo kot neke načine reševanja zapletov. Se pravi, večnivojsko. Zelo široko. Ne. Veš kaj, ne, to, kar nekako mi zdaj odzvanja, po eni strani si rekel, to so limbični odzivi, ne? To so odzivi, ki niso stvar tega razumskega. Ne, in mladostniki mogoče tukaj še niso nekako najbolj spretni. Po drugi strani je pa to tudi stvar, koliko so jim starši pomagali, oziroma tekom celotne socializacije, ne, pri čustveni regulaciji, pri tej kapaciteti, pa kakšni so recimo čustveni vzorci odzivanja znotraj družine. Bi lahko mogoče tukaj še malo več povedala, ne? Ker recimo raziskave, s katerimi se pa jaz ukvarjam, pa kažejo, ne, da so nasilni v večji meri tisti, ne, ki imajo tudi travmatične izkušnje, ne, če se naveževa tudi na ta traumatski cikl. Ne. To izjemno poveča recimo te obremenilne izkušnje v otroštvu, ki nastanejo znotraj družine, obet tveganja, da bo nekdo nasilen. Pa tudi, da bo žrtev, oboje. Ja, saj v bistvu gre za to, ne, tukaj je, kako ne rečem, čustvena regulacija pomeni to, da mi umirimo te, da rečem, prizadete ali pa občutljive, ne vem, limbične, neandertalske, kakorkoli. Jaz nisem specialist v možganski neurologiji. Ne, to si vsi malo pomagamo, ne, mislim, za temi apliciranimi. Imamo verjetno zelo poenostavljene modele, ampak vsaj to, da vemo, da obstaja pač nek možganski center, ki prevzame oblast, kadar mi nismo da rečem, v stanju tega čustvenega ravnotežja oziroma v neki varni homeostazi. In to se nam pač vsem dogaja. In ko pademo ven iz tega varnega ravnotežja, imamo seveda različne, verjetno neke nastavljene odzive, ki jih uporabljamo. Lahko tu za trenutek ustavim, ker se mi zdi, tako eni zelo hitro odreagirajo, eni pa ne toliko. Mislim, dobro, eno je, kakšne obrazce pa uporabiš oziroma se zatečeš k nekemu nasilnemu, agresivnemu, poniževalnemu odzivanju ali nek bolj konstruktivnim odzivom, ampak tudi, kaj so tisti sprožilci? Ja, jaz recimo razumem to, ne, če si predstavljam, da ima kača take možgane in vedenje kače je, ko je ogrožena oziroma ko ona presodi, da je ogrožena, če zmore se umaknem. Če ne zmore se umakniti, pomeni, da je že zelo, da rečem, na trnih, in potem useka. In tukaj ni nekih časovnih, da bi rekel, da je kačica, pomir se ti nič nočem. Zato ni prostora tukaj. Če še tega ne more, potem se naredi mrtvo. Tako jaz razumem, recimo, da ko mi preklopimo v ta del možganov, ampak to ne preklopimo tako, da bi to zavestno zgodilo, ampak se to zgodi pač v, bom rekel, spletu okoliščin. Lahko se zgodi, recimo, da se meni nekam mudi in imam jaz moj ključ od avta na tistem mojem kavlu, ki mi pomeni točko varnosti in rečem hop in sem v avtu in hop in ni ključev tam. In meni se lahko svet podre, če se nekaj zelo pomembnega pričakuje pola. In zgubim razsodnost, preklopam v paniko. In tle imamo te, eno so recimo ti panični, da rečem, kaotični odzivi, drugo so pa ti rigidni, da pač se tam, kje so moje ključi, in ne boš premaknil pogleda, ki mogoče visijo na sosednjem kabelčku. Ok, ampak to so značilnosti, bom rekel, naših vedenj, kadar smo mi v takem stanju. In če te nekdo recimo pred skupino sošolcev, kjer ti je pomembna tvoja vrednost in kjer si šele ustvarjaš neko pozicijo, da rečem, brutalno poniža ali pa zelo prizadane v tem smislu, pol seveda preklopiš v ta način. In zdaj, ko omenjaš travmatične izkušnje,
v bistvu sem se spomnil dela z enim otrokom, ki je posvojen. Krasna družina, krasni starši, krasno je funkcioniral in tam nekje okoli 10. leta, kar tako iznenada, je začel postajati, da rečem, res nesprejemljivo nasilen. Pluval v obroke, demoliral šolske potrebščine, boksno, tako da pač so mogli pomoč poklicati in res brutalno. In je bil seveda prvi odziv pač ta klasičen, da dajmo se pogovarjati, on je rekel, ja, da mu je žal, pa ne bom več, pa seveda se skozi to ponavljalo. In pa starši, pa svetovalna služba, pa so obupali, ker pač niso dosegali s tem, kar so počeli, nobene spremembe. In mene je zanimalo, ko je prišel k meni, kaj se mu dogaja. Jaz sem šel na to, da kako on sploh, da rečem, doživlja v telesu, preden on naredi neko tako dejanje. In je počasi začel zaveščati in počasi je, da rečem, pripovedoval zgodbe, ki so govorile o njegovem občutku izključevanja. Niso ga povabili na rojsten dan. Tam pri računalniku, kjer je pač bilo očitno nekaj pomembnega, ni prišel zraven. Ves čas je doživljal neko odrivanje, ne morem, nesprejetost, recimo posmehovanje, tudi kakšne zelo grde. In tako bom rekel, je do neke mere ozavestil nadzor nad svojimi občutki, ampak ni bilo, da rečem, dovolj. In potem sem jaz v enem momentu se odločil, da bom mu pojasnil, kako jaz razumem delovanje njegovih možganov. Jaz sem rekel, glej, jaz vem, da se je tebi zgodilo nekaj, kar absolutno ni prav, ampak ti si bil v času, starosti 3 mesecev zapuščen in to je tvoja, bom rekel, travma, ki jo imajo tvoje celice zapisane in ves čas v bistvu si v stiku s tem, da si lahko zapuščen in je to nekaj, kar nikakor nisi mogel obvladovati, regulirati. To imaš ti nekje v sebi. Se pravi, da je on tudi hiperobčutljiv na vse take... Da rečem, vsaka asociacija, ki daje možnost, da ne boš sprejet, je njemu seveda aktivirala ta preživetveni sistem in je, ko je lahko uporabil. Ker mogoče komu drugemu ne bi, ne? Itak, ja. Tukaj nikoli ne vemo, kaj se dogaja, da rečem, ne moramo imeti nekih receptov ali pa nekih pravil, kako naj nekdo odreagira, ampak lahko samo pač z nekim, da rečem, spoštljivo radovednostjo, zanimanjem, z analizo in z neko empatijo, pridemo do logike teh ravnanj in šele potem lahko nekaj spreminjamo. Ja, če se tle malo odzovem, zdaj, ko te poslušam, mi ves čas hodijo po glavi, ti začetniki travma, psihologije, oziroma začeli se je to še z zdravniki, ki so se ukvarjali z živčnim sistemom. Nekako so prvo gledali, kaj je narobe, recimo, kot z živčnim sistemom ali z možgani. Potem so se pa šele počasi, recimo Briquet v 19. stoletju, en prvih, ki se je začel pogovarjati z ljudmi, mislim sploh, kako se je razvilo to področje, da se ne išče samo nekih ali pa celo bioloških okvar, nekih takih patologij ali gleda samo vedenje, ampak tako, da ljudje lahko povejo svoje subjektivno doživljanje, da se jih sploh sliši, da se jih resno vzame in potem to, kar praviš, da se vidi, kje je tudi mogoče ta izvorna rana, kje je ta travma, ki te lahko dela tako, bom rekla, hiperobčutljivega v določenih situacijah, ki so potem sprožilci. Če lahko tukaj, ravno v tem, da se pravi, kar rečemo, pogovarjati se. Ampak zakaj gre? Ko jaz recimo ubesedim, ko najdem nek besedni opis za
ta nek občutek, pomeni, da jaz takrat s tem aktiviram frontalni režen in s tem frontalni režen prevzame nadzor nad limbičnim sistemom. In to je, da rečem, eden od mehanizmov ali pa mislim, da najbolj učinkovit način čustvenega reguliranja. Tukaj mi pride ta Daniel Siegel, ki ga oba poznava, pa imamo tudi v slovenščini knjige, iz tega neuroznanstvenega, tudi na vzgoju aplicirane. On krasno to you name it, you tame it, s tem, ko poimenuješ, to nekako ukrutiš. Jaz sem to prevedel, poimenujem, obvladujem. Lepše. Jaz bolj v angleščini pa. In je res, da recimo jaz, če rečem pri sebi, lahko eno izkušnjo podelim. Skratka, to nisem verjel. Sliši se tako malce ceneno. Sploh te take ampak jaz vem, da sem bil v nekem obdobju, ko nisem znal, da rečem, regulirati neke, recimo, jeze. In vem, da sem v nekem trenutku, se spomnim, stal, ne vem, z Lejo sva se nekaj seveda spričkala, in jaz sem stal sred kuhne s tistim, ne vem, togoto, da bi lahko, ne vem, kuhinjske elemente dol potrgal. Pač nek, da rečem, ne vem, kakšna mikročasovna enota me je spreletela, da to ne bo dobro. In sem rekel, kaj se zdaj z mano dogaja? Kokar bolj tako, iz te nadutosti, zdaj pač drugim rečeš, da vprašaj se, kaj se stavi, kaj se zdaj z mano dogaja. Ampak to je bilo tako, da bi zdaj luč ugasnil. Občutek, da je dejansko, mislim, jeza, da bi splahnila iz telesa. In jaz to na terapijah pač, da rečem, na široko uporabljam, a ne ta način, a ne tudi to, da spremenimo, recimo, telesni občutek. To so vedeli že naši predniki, ki so polivali z mrzlo vodo, vlekli za ušesa, pretepali s palcami, je deloval, sam je pač zelo nehumano. In namesto tega, da pač uporabljamo take nehumane načine, lahko seveda objamemo, to tudi spremeni telesni občutek. Če majhnega otroka, ne vem, dvigneš brez dodatnih, da rečem, stiskan in izkazovan nadmoči, ampak samo, da ga dvigneš, mu spremeniš telesni občutek. Če ga objameš, če mu daš, ne vem, ponudiš nekaj kamarat, kaj pa vem, toplo čokolado, to mu spremeni telesni občutek. Tle me zdaj zelo spomni, ko to govoriš, to nemško področje travma pedagogike, ki se zelo razvija, jaz tudi malo predavam temle pedagogom, ki delajo z mladimi v tudi vzgojnih ustanovah in tako. In tam je priporočen in da se mladim razloži možgane, tako kot si rekel, mislim, da tudi razumejo svoje odzive, da prepoznavajo te sprožilce in da imajo potem en kovček, nek toolbox, ti bi verjetno to boš prevedel, nekih orodij, kaj mene pomaga, kaj meni pomaga k neki večji regulaciji in hkrati recimo, ko lahko pride do takih močnih odzivov, do nekih takih kriznih epizod, da je tudi dogovor, recimo, če se to dogaja v kontekstu ustanove, da je dogovor, kaj se potem lahko naredi. Ker nekomu je všeč, če se ga objame, nekomu je to nek dodatni sprožilec. Tako da nekako tudi se raziskuje, kaj pa potem lahko drug naredi. Se pravi, da je eno zavestno prepoznavanje, zdaj sem v nekem takem odzivu, flashbacku, ki ima neko korenino v rani, pač v neki izvorni travmi, ki še ni nekako zares predelana in poceljena in se tako burno odzovem, grem v ta del. In nekako prav, da se tudi raziskuje, mislim, se to je tudi nek tak nenehen proces, kaj mi še lahko pomaga. Recimo, da so tudi take zvečilke, ki se jih lahko vzame, vonji, in to vonji ne neka fina eterična olja, amonijak, da res zelo spremeni, ampak tukaj res zdaj govoriva o zelo traumatiziranih, recimo, mladostnikih. Gre za, bom rekel, ravnanja, ki so učinkovita, ki jih pač poznamo, recimo, preverjeno. S tem, da kar jaz razmišljam, ob tem, moja izkušnja je, da in starši, in recimo učitelji, kada
pričakujejo, dajte nam neke recepte, ne, tako, ne zdaj razglabljati o nekem možganskem delovanju, pa kaj, dajte vi nam povedati, kaj jaz naj takrat naredim, ko se meni obtla vrže, recimo. Ne. In kada nimajo, da rečem tega, ne vem, epistemološkega zanimanja, da v bistvu ne, tukaj ne gre za vzrok-posledica model, ampak gre za nekaj, kar je kreacija, ker v bistvu ves čas v odnosih moraš biti ustvarjalen, uglašen, se odzivati, iskati, zbirati orodja ali pa izbirati, odbirati od tega, kar pač imaš in kar je nekoč delovalo, zdaj pa ne veš, a bo. Ampak, a ne, če imamo mi nek okvir, da vemo, recimo, kako možgani delujejo, kako se možgani v nekih, da rečem, kriznih razmerah obnašajo in da pač so vznemirjeni in da jih je treba pomiriti in kako jih pomirimo, to je že zelo veliko, a ne, in smo tukaj lahko ustvarjalni, ne. Tako da jaz... Tudi je že veliko znanja, ne? Mislim, in teh starih receptov in tudi sodobnega, precej razdelanega znanja, ne? Kako s fiziologijo, ne? Ko fiziologija naša prevzame nadzor nad nekim zavestnim ravnanjem, obnašanjem. Ja, tukaj jaz vidim, da rečem, neslutene možnosti razvoja za, jaz rečem, starše prihodnosti, a ne? Ki bodo prešli iz tega nekega pogojevalnega modela, ki mislim, da zdaj prevladuje. Mislim, da... A pa to, ko si rekel, ne, tudi taki bolj, pa nočem zdaj biti preveč kritična, ne, taki kognitivno-vedenski pristopi, ok, otrok naredi to, ko naredi to, ne vem, ga zaprem v prostor, naj se umiri, ne, ker vemo, da je sploh nekako lahko problematičen, sploh... Ok, tukaj zdaj odpirava neko novo temo. Veliko temo, ne, drugače. Jaz bi tako rekel, teh pristopov je neskončno. Vsak, ne vem, hoče odkriti neko novo varianto, ampak kar jaz vidim je, da zdaj ena značilnost je to, ne, da do 10. leta je ta literatura, bom rekel, zelo plodna za najstnike, pa pol nekako, bom rekel, to tudi tako na najnih predavanjih je tudi zelo podobno. Ne. V vrtcih so starši strašno, da rečem, pametni, izobraženi, polno imajo komentarjev, ne strinjajo se, a ne, imajo neke svoje načine. Pri najstnikih so, bom rekel, tako vsi nemočno skrušeni, so hvaležni za vsak namig, ki bi kaj spremenil. Tako je nekako, se mi zdi, tudi literatura ali pa polje vednosti. Ampak ja, a ne, eni pristopi so seveda, da rečem, neke tehnologije nadzorovanja in manipulacije vedenj, ki je seveda možna pri, ne vem, majhnih, 5-letnih, 6-letnih, recimo, do tam nekje. Recimo pogojno, a ne, na zelo omejenem področju. In recimo tam seveda neke vedenjske, behavioristične finte ali pa triki ali pa ne vem kaj delujejo, pogojevanje ne, deluje, ampak v nekem pač, ne v nekem momentu, se že od začetka naprej je pač otrok človeško bitje, ki rabi svoje dostojanstvo, ki rabi razvijati svojo avtonomijo, ki rabi imeti možnosti izbire, ki se rabi učiti iz nekih posledic. In, a ne, tukaj jaz pač zagovarjam nek sistemski pogled. A ne, in, meni je bilo tudi težko izstopati iz tega vzročno-posledičnega modela. Ne. Se pravi, jaz potegnem otrok, pa ne, hopla. Ne. In ne, to je čudovita ideja, ne, da smo mi pač upravljavci te marionete in ona pač dela to, kar smo si mi zamislili. Ne. Ampak ja, otrok že, bom rekel, že ko se rodi, pa noče spati, tako kot smo si mi zamislili, pa ko bi nam bilo prav, ne, pokaže, da je neko individualno bitje z nekimi svojimi, da rečem, silnicami. Ne. In ja, ne, tukaj se začne to
sistemsko uglaševanje, se pravi, jaz to ponazarjam s plesom, a ne, ples med mano, med otrokom, med staršem, med otrokom in gre seveda za odzivnost, a ne, gre za zakonitosti feedbacka, s čim krepimo določena vedenja, s čim jih dušimo ali pa manjšamo, kaj so otrokove potrebe, kako se odzivamo na otrokove potrebe. In tukaj je pol še razvoj, kako se otrok razvija s temi potrebami. In zadeva postane, da rečem, zelo komplicirana, ni več tako enoznačno, da bi rekel, vzameš to in pride ven to in to. Ne. Ja, tukaj te poslušam, rekel si ta izraz oglaševanje. Kako se starši oglasi, recimo na otrokove potrebe, ki so tudi različne v različnih obdobjih, oziroma mogoče v osnovi se meni zdi, smem tako podeliti, kar jaz vidim, v osnovi sta mogoče dve potrebi. Tako po tem, da si povezan, da si res nekako pripaden, v tem čist nekako ta nek vez, navezanost in tako. Po drugi strani pa, da lahko razvijam tudi svojo avtentičnost, avtonomijo, ne svojo osebnost, svojo individualnost. Ja, zdaj tukaj so v različne, da rečem, teme usmerjene, kaj pa vem, če rečemo kognitivne potrebe, razvijanje, miselnega obzorja, pol lahko seveda se o tem pogovarjamo. Lahko se o čustvenih potrebah, kjer je seveda navezanost ali pa teorija navezanosti zdaj, da rečem, preplavlja celotno področje in nam, bom rekel, res zelo pomaga ali pa zelo si mi z njo lahko pomagamo. Ker pač to, da smo kot sesalci, ne samo kot ljudje, ampak sesalci, preživimo z neko začetno izkušnjo, da nekdo za nas poskrbi, da je nekomu mar za nas, da imamo nek stik, da se tukaj ta čustva ali pa ta čustven del začne razvijati. To je temelj, da rečem, naših najpomembnejših izkušenj, da pripadamo, da imamo nekoga radi, da nas nekdo ima rad. Tudi osnova za čustveno regulacijo, ki smo jo prej omenjali. Skozi to izkušnjo. To je, da rečem, en zelo močen okvir za razumevanje naših vedenj in naših ravnanj in hrepenenj. Tako da ja, to je seveda, da rečem, en del nekih potreb, ampak so pol seveda še te potrebe, da si avtonomen, da si pač individuum, ki lahko izbira, ki si lahko ustvarjalen, ki se lahko zabavaš. Tukaj noter pride tudi seveda neka potreba pomoči, če se malo na nasilje vrneva nazaj, ampak to si, bom rekel, zelo različno razlagamo. Ali pa, eno je fizična moč, ki se povezuje z zlorabo moči nad drugimi in nasiljem in tako naprej. Drugo je pa neka notranja moč, jaz bi rekel to, da mi nekaj zmoremo, da zmoreš premagati ovire, da recimo zmoreš se ustaviti v nekem impulzu in ga ne spela do konca, ker veš, da pač ni humano, recimo. To, kar bi psihologi rekli, samo učinkovitost ali pa jaz niti ne poznam več vseh teh izrazov, ki jih daje pa gor te nalepke. Ampak jaz recimo sem tako spet iz tega pragmatičnega vidika zelo poenostavil razumevanje otrok skozi te potrebe. Skratka, enkrat sem pač imel ta privilegij, da sem opazoval neko družinsko dinamiko, 4 pa 5-letne punčke sta bile zraven. Lušne, prijetne, srčkice. In v enem momentu jaz tako si rečem, pa tukaj se gre samo za to, kdo bo šofiral sceno. Se pravi, kdo bo prevzel moč da vodi dinamiko. Tako mi je postalo jasno. Pa seveda, otroke v coni udobja in se pravi princip ugodja
In socializacija je, da ga pač starši nekako ven terajo iz tega in otrok uporabi vse načine, da bi se zaščitil, da ne bi šel iz cone udobja in moč je ena taka krasna, en krasen način. Ne. In pač, ne vem, neka scena pri zajtrku je bila, da boš pojedla jajčka, pa bo pol, ne vem, neka poslastica, a ona je hotela sam poslastico. Ne, in so se šli, ne, cel dopoldan so se šli zdaj, kaj se bo. Ne, in jaz sem tako sem videl, da pač se ne gre za neke, ne vem, fiziološke potrebe, pa lakoto. Če glih je na koncu jokala, da bo umrla od lakote, ampak je pač, ne rečemo izsiljevala, ampak ni izsiljevala. Šlo se je za to, krepila moč volje. Ja. Ampak, kdo bo zdaj, ne, kdo bo v tej dinamiki to moč vplivanja na ja, to je kot tisti, kdo bo koga položil dol. Ne. Tako se mi je razjasnilo. Ne. In ja, velikrat vidim to, ne, da je to tista dinamika pod temi površinskimi zapleti, ne, kdo bo prevzel moč. Kako pa lahko recimo kot starš, ne, kot starši v teh primerih se odzovemo? Jaz recimo spet vidim, tukaj je regulacija. Ne. Eno je, da starši recimo sploh pri najstnikih, da rečem, ne da bi se zavedali, zapadejo v past, da začnejo meriti fizično moč. A ne, da, skratka, zdaj ti bom pa jaz pokazal, zdaj pa zakazan nimaš en teden telefona, zdaj pa nimaš žepnine, ven ne bo šel. Ne. In to seveda pri najstniku sproži razumevanje, povabljen sem v polje merjenja moči, pa se dajmo, no, pa tem pa jaz tudi pokazal, pa jaz ti pa, ne vem, ne bom šel v šolo, pa se ne bom več učil. Na kaj už pa zdaj? Ne? Se spomnim enega primera v zvezi z orožjem, ne, je oče je, mislim, da sinu vzel računalnik, ampak je bil tudi nek lovc in je sin potem ga pričakal s puško na mizi, pa je rekel, kam mi boš dal računalnik, ti pa jaz puško vrnem. Ne. In mislim, tako bom rekel, da rečem napačno razumevanje teh bojev za moč pelje v nasilje, pelje v zlorabo moči, pelje v možnosti nekih tragedij, ne, tudi nasilja med družinskimi člani in tako naprej. Ampak, če grem nazaj, ne, se pravi, merjenje, ne, spet je to nekaj, kar rabi v bistvu neko regulacijo. In moj odgovor, da namesto, da kaznujemo, ker kaznovanje pravzaprav prvič ne uči odgovornosti, je poniževalno, samo dokazuje, da nekdo lahko zavzame pozicijo in zlorabi moč. To pač je moje nekako razumevanje kaznovanja. Ampak seveda otroci ali pa odraščajoči rabijo sprejetnega pravila ali pa ne upoštevati tudi neke avtoritete in neke red in tako naprej. Oziroma mogoče tudi bi lahko rekli, eno so neke norme, ki so res neke etične norme nekega medsebojnega življenja, eno so čisto zdravstvene norme, čeprav tlele smo mogoče zdaj malo tudi kot družbo že zašli, kaj je zdravo, kaj ni zdravo, ne vemo več. Ne. Mislim, da so tukaj neke zelo različne domene. Ne, recimo različne domene, znotraj katerih se do neke mere pač je tudi smiselno, da starši na nekih točkah mogoče postavimo nek okvir, pravila, neka določena, mislim, reguliramo nekako, imamo neko, to je nujno. Nek vpliv vsej do neke točke, se potem otroci mogoče vedno več sami. Ampak recimo, če otrok bi sam nezdravo jedel, mislim, bil sam na nekih pohančkih in cele noči na televiziji ali na računalniku,
verjetno tle nekako moramo vstopiti. Se lahko greva, ne? Če že do tega pride. Jaz tukaj recimo še ena stvar, ki nekako sledima, ne, je, da dejansko tudi nek normativni model je prisoten. Ne. Se pravi, mi nekako normiramo, kaj je zdravo, kaj ni zdravo. Mi določimo, kaj je prav, kaj ni prav. Ne. Mi določimo, kakšen mora biti tvoj dosežek v šoli in tako naprej. Ne. In ne, tukaj je spet neka dilema, ne, da bom rekel, ta normativni pristop lahko pri odraščajočih zadane na, da rečem, nasprotovanje oziroma mi s svojim normativnim pogledom se ne oglasimo z nekimi načeli, ki so na drugi strani, ne, in pride do konflikta in ne, se recimo ne, starši so pol vsiljivi ali pa ne, jih otroci doživljajo, da so prezahtevni do njih in da jim ne omogočajo neke avtonomije, ne, in so strašne kolobocije okoli tega. Ampak zdaj, če grem nazaj, recimo, da seveda ne bi razpravljal o tem, a je to prav ali ni prav, ampak če grem k tisti zgodbi pri zajtrku in da smo pač rekli, najprej bomo pojedli jajčka in potem bo še pa, ne vem, čokoladni jajček. Ne. In zdaj ta otrok je pač imel idejo, da bo preskočil en del, a ne, in starši so se pač odločili, da ne. A ne, da rečem, ta alternativni način, ki nima noter kaznovanja, je bil tak, a ne, jaz mu rečem izbira. Skratka, rekli so ji, glej, poješ jajčka in potem boš dobila sladico, ne poješ jajčka, potem pač do kosila ne bo ničesar. A ne, in ona je seveda v prvi fazi, ali pa da rečem v prvem manevru izbrala, da jim bo pokazala, da je neuklonljiva. In se je zakopala v tisto in ni pač pojedla jajčka in polka je mama pojedla tega jajčka, je seveda naredila celo histerijo, da zdaj je pa jajčka pojedla. Skratka, skušala je nekako zmanipulirati, da bi ona prišla do da rečem, te bližnjice. In potem je cel dopoldan do kosila na 20 minut sistematično, da rečem, poskušala doseči svoje. Ne? Pa je šla, ne vem, k očetu, pa je rekla, jaz te pa nikoli več ne bom imela rada. Tako, ne, mislim, tisto. Pa je šla k mami, jaz te imam pa najrajš, ne. In bi je mami rekla, jaz imam tudi tebe najrajš, ja, pol mi daj pa jajčka. Vse taktike je sprobala. Vse taktike, do tega, ker sem rekel, da je ležala na tleh in pač cvilila, da bo umrla od lakote. Ampak se starši niso dali. Ne? In so v bistvu zdržali to, da je izbrala pač, da rečem, to drugo pot. In se pravi, to ni bilo kaznovanje, ampak to je bilo samo vztrajanje na nekih posledicah, iz katerih pač je ona dobila nek model. Lahko izberem, da se recimo potrudim in pridem do neke, da rečem, ugodne posledice, lahko se pa ne potrudim in pač ni ugodne posledice. To je, da rečem, izkustveni model pod tem. Ampak ne, eni bojo rekli, ja, to je tudi pogojevanje, ali pa to je tudi, kaj pa je razlika med kaznovanjem. Razlika je ta, da v bistvu ima otrok izkušnjo, da izbira, da je, a ne, da rečem, kot človeško bitje upoštevan in ja, pač ne, nisi zatiran, damo ti to možnost, da v bistvu imaš to kapaciteto, da spet rečem človeško kapaciteto, a ne, jaz, se pravi, ko lahko izbiram sem,
v bistvu neko svobodno bitje, ampak seveda nisem svobodno bitje, bom rekel, v okoliščinah, ki so zame pretežke. Recimo, permisivna vzgoja je ravno tukaj, bom rekel, zgrešila, ker je dala otroku, da bo on sam izbiral zdaj, če je zaspan ali če ni zaspan. Ali bi jedel jajčka ali čokoladni jajček. Ja. In recimo, slišva od staršev, kaj pa, če ni bila lačna? Sej ni bil, bom rekel, point v tem. Čudovito. Ja. Lahko daš še kak primer za najstnike? Ja, jaz imam ta priljubljen svoje zakladnice. Kako ta način izbire? Ja, recimo, kar se zelo obnese, je, zdaj sicer ob koncu šolskega leta ni, da rečem, ustrezen čas za to, ampak ustrezno je na začetku šolskega leta. Za tiste najstnike, ki imajo zelo potrebo, da so sami, da sami odločajo, da so, puste me na mir, pa kaj mi toliko težite, pa tako. Tudi s temi načini učenja, pa, da imajo v bistvu to izbiro. Se pravi, to je čist naš domač primer. Recimo smo rekli, daj si ti, napiši si končno spričevalo, se pravi, preden so se sploh kakšne ocene začele, napiši si končno spričevalo. Pač tako kot veš, da ga boš imel, ker ti točno veš, koliko boš imel. Ne koliko si želiš, pa koliko misliš, da bi si midva želela, ampak veš. Kaj je realistično. Realno si napiš, kakšno bo tvoje spričevalo, za koliko si pač se namenil prizadevati in to je v bistvu neka, da rečem, neka lestvica, ki ji boš sledil. In zdaj, imaš na izbiro, se pravi, delaš sam na svoj način, brez da ti mi pač, najedamo, težimo in dosegaš ta nivo. Mi smo pomirjeni, ker vemo, pri čem smo, ti si odgovoren in pač mirno plavala bo moja barka. To je varianta 1. Varianta 2 je, da se pač lotaš, tako kot ti hočeš, ampak se zgodi, da pač si zelo pod to lestvico. In potem to pomeni, da še nisi dovolj zrel, dovolj samostojen in to pomeni, da morava midva vklopiti program Zmaj in pač ti začeti težiti in te spraviti na to lestvico in potem boš spet imel možnost, da boš izbral. Enkrat boš verjetno prišel do tega, da je smiselno, da pač ne delaš teh pretresov. To sem zdaj mogoče malo na zabaven način povedal, ampak jaz zagovarjam zabaven način v odnosu z najstniki, ker tega nam tudi manjka, recimo sproščenosti, humorja, igre. In eni, bom rekel, z velikim veseljem zagrabijo to ponudbo, ker s tem dobijo pač možnost za neko avtonomijo in za neke svoje načine. Eni pa seveda, bom rekel, niso še dosti zreli, pa to zlorabljajo, ampak starši morajo pol to spet zregulirati. Glej, izbral si, da sem zdaj bom en teden Zmaj in ti bom težil, ne kar jaz hočem, ampak ker si ti to izbral. In to je drugače. Se pravi, tukaj to moje vedenje, ki bi bilo verjetno enako, kot če bi ga hotel kaznovati, ali pa, ampak to ni moja kaprica, ampak je posledica tvoje izbire. Podpora v resnici tebi. Dobro, to itak vemo. To itak vemo, da je to podpora. To ne delamo zato, ker bi jih hoteli maltretirati. Ampak tudi otrok sama to uzaveščen. Gre za to, da oni doživljajo. Sej tudi pri tem, pri tej, da rečem, ultimativni krilatici mar mi je zate ali pa mar mi je za odnos. Pri starših to ni nikoli, bom rekel, vprašljivo. Vprašljivo je, ali najstniki doživljajo odnos z nami na tak način, da rečejo, mar mi je za ta odnos. In to je neka zelo močen preventivni dejavnik. Ker najstnik reče, mar mi je za ta odnos, ali pa mar mi je za to, kako bodo starši, mene videli, ali pa
kako bo to učinkovalo na naše odnose, bo v neki sceni, ker je, ne vem, da si zdaj izmislim, na mizi mamila orožje in ne vem kaj, bo rekel, ne, to niso vrednote naše družine in bo šel stran. A ne, ko mi nimamo nobenega vpliva več na to. Ne vem, ko se zgodi neko spletno nadlegovanje, bo pač najstnica rekla, ne, to tlele nekaj ni v redu, ker vem, da je mojim staršem ali pa moji mami mar zame, ji bom tole povedala, pa jo vprašam, kaj, ne, skratka, ne, to so zdaj tisti preventivni dejavniki, ki, bom rekel, nas vse starše blazno skrbijo, ne, ta rizična vedenja oziroma te rizična področja in se sprašujejo, kako zdaj preprečiti točno to, ne, da mladostnik v bistvu čuti z nami to relacijo, mar mi je. Ne. Ampak to se ne zgodi tako, da čakamo, ampak to se zgodi, da rečem, z našimi intenzivnimi odzivi na tem mi moramo intenzivno delati, da ustvarimo to vzdušje. In spet, ne, kaznovanje je eden največjih uničevalcev tega vzdušja. A se lahko tle malo dotakneva, prej si omenil permisivno vzgojo. Ne, tako, to mislim, da oba dva tako dojemava v slovenskem kontekstu. Imamo zelo nekako to dualnost, učita se, ne, da so starši preveč permisivni, pa pol se kot kliče po temu kontrapolu, ki je pa nekako v teoriji bi rekli temu avtoritaren, ne, se prav ta kaznovalen oče, bom rekla z velikim ojem. A ti tudi vidiš nekako to dvojnost? Oziroma kako bi mogoče opredelila tudi ta kontrapol temu permisivnemu? Ja, tako bom rekel, na tem področju je kar nekaj, nekih zagovornikov avtoritarnih pristopov, ne vem, permisivnih, razne druga imena obstajajo. Zdaj, kar jaz vidim, ne, je, da v bistvu gre za eno izgubljenost, da kada ne bi upoštevali nekega dejstva, ki se meni zdi ključno, in to je, da model avtoritete, ki je deloval, da rečem, v tradicionalnih ali pa še nekaj generacij nazaj, ne, je bil model, kjer so se otroci bali odraslih staršev avtoritet zato, ker so jih kaznovali in ker so jih ustrahovali in ker pač so se bali avtoritete. Se pravi neko straho spoštovanje. Ja. Mislim, če lahko sploh rečemo spoštovanje. Ja. Ampak pač to, a ne, sej, a ne, ti, bom rekel, modeli so že zdavnaj zanalizirani in pač vemo, kaj je nadzorovanje, kaznovanje in vsi ti učinki, a ne, totalitarnih ustanov in sistemov in tako naprej. Tudi po drugi svetovni vojni se s tem veliko ukvarjali. Ja. Kaj gradi osebnost, ki pristane potem tudi bolj na totalitarizme. Ampak, a ne, kar se, jaz bi rekel, mentalitetno se je zgodil nek obrat. Pa zdaj ne vem, a je mogoče to tudi kaj naša zasluga, ampak otroci se več ne bojijo avtoritete kar tako. Ne, se pravi, mislim, da je to nek kulturni obrazec, ki ga jaz zelo podpiram. Skratka, meni je to zelo všeč. Zdaj, po drugi strani, ali pa stranski učinek tega je pa, da se seveda avtoritete oziroma ljudje, ki bi naj zavzeli te položaje, nimajo modela, ker ta star ne deluje več. Jaz se spomnim recimo občutka, ker seveda je prvi vzgib, če smo bili avtoritarno vzgajani, da boš tako nadaljeval, ker si izgubljen, da bi ga, ne vem, pretepil in imel sem občutek, da bi ga lahko, ne vem, do smrti pretepal in ne bi reagiral. Se pravi, ne, te generacije ne delujejo, enostavno se ne odzivajo na te poskuse. Ne. In ja, moramo najti neke nove načine. Ne, zdaj tukaj se zdaj meni odpira šele, da rečem, začetek nekega dela.
jaz recimo vidim, tudi v tej skupnosti za starše najstnikov, bom rekel, delamo nekako po 3 stebrih. Tako bom to, kar nekako je, kaj pa vem, a so to izkušnje, a je to, seveda je nekaj znanja, nekaj so izkušnje, nekaj so izkušnje iz dela starši. Se pravi, skušala sva strniti, da rečem, smetano tega, kaj dejansko potrebujemo, kaj sestavlja ta naš starševski odziv. In prvi steber je sigurno to, da se mi zavedamo svojih vzorcev, da se zavedamo tega, odkot mi reagiramo. To, kar je tudi to. 4 take knjižice. Se pravi, kaj so tudi neke moje potrebe bile, ki niso bile zadovoljene in kaj so moje nedokončane otroške zgodbe. Kje me bo prej ven vrgel? Tudi v odnosu z mojimi otroci. Ali pa kje mi manjka neka kapaciteta? Ja, tukaj to lahko presodajamo čistko. Do nekih tem smo, da rečem, smo udobno. In navadno smo mi tam dobili nek varen odziv. Nekje pa nismo udobno, nekje smo prestrašeni, panični, tam zalezujemo, nadzorujemo, nekje se pa, bom rekel, smo čist kaotični ali pa se bojimo, se umaknemo. Zmrznemo. In to so pač naše izkušnje. In v bistvu spet zavedanje, da imamo mi svoj delež v odnosu, to se mi zdi ključno spoznanje ali pa ključna podlaga za to, da lahko učinkovito sploh vodimo te odnose z otroki. Lahko tle malo ustavim, kako bi več ljudi prišlo do, ker veliko ljudi se mi zdi v nekem zanikanju okrog tega, ali pač v neki nezavednosti. Mislim, dobro, se zdaj tle to govorivo, upajmo, da to tudi ima en učinek, ampak kako recimo to še bolj spraviti nekako med ljudi, ali pa tudi včasih je v družinah recimo en starš, ki je zelo nekako temu naklonjen, bom rekla, ali nekako vidi tudi učinke, drug starš pa absolutno nekako noče sploh slišati tega, da ima karkoli pri tem. Se zelo s tem ukvarjala, da rečem od začetka najnega delovanja, in sva skušala z raznimi delavnicami. Dobro, recimo predavanja, ki jih imava po šolah, so zelo množično obiskana in starši, bom rekel, tako pokažejo, da jim to nekaj da. Ampak jaz mislim, da se ta premik ne zgodi. Kar zdaj nekako veva ali pa ne vem, kjer imava, da rečem, dobro izkušnjo, je ravno ta skupnost. V skupnosti v bistvu se starši, zdaj bo že več kot 1 leto, eni so od vsega začetka noter in vidva, kakšne premike so naredila, kako so od tistih paničnih, ponorenih staršev postali, mi rečemo, skulirani. Kako z mirnostjo se lotevajo nekih odzivov, kako jih ne vrže več iz tira in kako otroci drugače funkcionirajo, kako imajo tudi, da rečem, vzdušje v družini, kako se je spremenilo. In to je najtežji del, najtežje je v bistvu pogledati nase, in ker vsak reče, pa saj z mano ni nič narobe, in ne gre se za to, da je z mano kaj narobe, ampak da imam jaz vpliv. Odgovornost pa tudi vpliv. Ja, ampak zavedati se tega. In odgovornost je spet nek tak težek pojem. Težek pojem, se strinjam. Ampak je to, da enostavno spremem, jaz rečem to sistemsko paradigmo, pač jaz sem eden od soplesalcev in pač jaz seveda tudi prispevam s svojimi koraki, kakšen bo občutek tega plesa. In če se kaj zatakne, saj lahko popravlja, saj lahko naredimo minimalne spremembe za to, da se bova imela fajn. In to je ta prvi steber. In tukaj so vsi ti vzorci, vse te naša prepričanja. Ne bom zdaj šel na široko. Drugi steber je pa, da se zavedamo v bistvu, kaj se v tem odnosu dogaja. Te dinamike, te plesi, ki jih plešemo. To so ti plesi. Recimo o tem je zdaj knjiga, ki čaka, da jo spiševa, upam, da letos do konca. Namreč, starši se ne zavedajo, kako nas otroci zapeljajo v te plese. Recimo,
Rečemo, bomo prijazni, ne bomo tako, kot so bili naši starši, ne, in bo to tako lepo potekalo. Ne, in pol rečemo, prosim, nesi smeti. Ne. Prosim, nesi smeti. Ne, že 100-krat sem ti rekel, prosim, nesi smeti. Ne. In je ves čas, recimo, ne, mi prosimo, na drugi strani ni odziva, nas ne sliši.